Lepo pozdravljeni še enkrat. Novi udeleženci so majčkeno nehali prihajati, tako da predlagam, da kar začnemo. Dobili smo se na predstavitvi, pravzaprav novinarski konferenci ob izidu nove publikacije iz serije Katalogi in monografije. Da bo zadoščeno formalnosti, moram najprej povedati, da srečanje snemamo, da posnetek bo lahko na voljo zainteresiranim novinarjem, hkrati pa v živo prenašamo novinarsko konferenco tudi na kanalu YouTube, kjer bo pa tudi ostala objavljena. Ima kdo kakšne pomisleke, kaj proti? Sicer pa najlepše pozdravljam v naši sredi vse iz vrst novinarjev, iz strokovne javnosti in druge zainteresirane javnosti. Posebej pozdravljam avtorje, druge sodelavce, ki ste pripomogli k izidu tako pomembne in velike knjige, urednika knjižne serije in zlasti predstavnika izdajateljev. Razmere še žal ne dopuščajo, da bi se dobili v živo, ampak se bomo potrudili, da bo tudi po tej poti predstavitev primerna, lepa in zanimiva. Na vprašanja novinarjev predlagam, da bi sodelujoči odgovorili na koncu. Vprašanja lahko že vmes zapišete v klepet, na koncu pa bo tudi priložnost za besedo. Pa preidimo zdaj k stvari. K besedi vabim najprej predstavnika izdajateljev. Pri Narodnem muzeju Slovenije izhaja serija znanstvenih monografij, Katalogi in monografije. Zato lepo prosim direktorja, doktorja Pavla Carja, za uvodni pozdrav. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi tudi z moje strani. Vi sicer ne morete vsi videti knjigo, ampak pred mano na mizi je obsežna, debela, lepa knjiga. Ponosen sem, da je muzej sodeloval pri izdaji te knjige, 44. številki iz serije Katalogi in monografije. Aha, knjiga je tole. Pohorsko Podravje pred 3 tisočletji. Najprej čestitke avtorjema za tako obsežno in podrobno znanstveno delo. Moram priznati, da sem ga do tega momenta samo prelistal, nisem ga imel še priložnosti bolj podrobno prebrati, ker bom pa sigurno storil v naslednjih tednih, ker ta knjiga sigurno zahteva nekaj časa. Narodni muzej Slovenije je sigurno ponosen, da sodeluje pri izdaji takih knjig. V končni fazi so taka knjiga tudi njemu čast. Zahvale grejo tudi mojemu kolegu Petru Turku, uredniku te zbirke, 20 let že, kolikor vem, da vsako leto več ali manj uspe spraviti na svetlo eno tako monumentalno delo. Ta knjiga na nek način skoraj naokroglo zaokroža neke letnice. Ena prvih pomembnejših knjig iz tega področja je bila izdana leta 1972, vsa strokovna javnost ve, da je napisal Stanko Pakič. To je slabih 50 let nazaj. 30 let nazaj je pa sedanja avtorica napisala tudi zelo odmevno knjigo iz tega področja, pa boste lahko sami presodili, koliko se je po 30 letih nabralo novih spoznanj in novih pričevanj dobe, pozno bronaste dobe in železne dobe iz Pohorskega Podravja. Boste presenili sami. Jaz bi besedo kar predal nazaj in bi po vrstnem redu naslednjim govornikom. Hvala lepa. Soizdajateljica tega zvezka iz serije Katalogov in monografije Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Z nami je prodekanja za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo, izredna profesorica doktorica Jasna Mažgon. Lepo prosim. Hvala za besedo, en lep pozdrav tudi z moje strani in seveda hvala na povabilo.
Hvala za povabilo na današnjo predstavitev znanstvene monografije, ki je izšla, kot je bilo že rečeno, tudi v sozaložništvu naše znanstvene založbe, torej znanstvene založbe Filozofske fakultete. Gre za plod dolgoletnega sodelovanja članov oddelka za arheologijo in raziskovalcev drugih institucij, ki delujejo v polju kulturne dediščine. Rečeno mi je bilo, da sta pri objavi teh rezultatov, tako kot že večkrat prej, svoja prizadevanja združila profesor dr. Biba Tržan in naš kolega, docent dr. Matija Črešnar. Iskrene čestitke njima in seveda vsem, ki so sodelovali pri tem res monumentalnem delu, tudi zraven mene. Na moji mizi je ta knjiga in pravzaprav, že ko jo človek hoče dvigniti, je potrebno kar nekaj napora. Veliko vrednost tega dela vidim v njegovi dvojezičnosti, kar bo tudi tujim raziskovalcem omogočilo vpogled v bogastvo arheoloških najdb na našem prostoru. In to dostopnost do informacij zagotovo povečuje tudi objava monografije v odprtem dostopu, kar seveda širi prostor raziskovalne skupnosti in ga hkrati povezuje. Naj na koncu zaželim še samo, da bo ta znanstvena monografija čim večkrat prelistana, čim pogosteje prebirana in seveda natančno preštudirana. In še enkrat iskrene čestitke. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam uredniku serije Katalogi in monografije, doktorju Petru Turku iz Narodnega muzeja Slovenije. Ja, hvala za besedo, se slišimo, ne? Se. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V nekaj minutah bi samo upeljal osrednjo temo današnjega dne, predstavitev naše današnje monografije z nekaj besedami o naši arheološki seriji, o katalogih in monografijah, za katere se velja spomniti, da imajo že kar lepo tradicijo. Smo v 66. letu, kar je bila leta 1955 ta serija formirana. Ustanovil jo je tedanji direktor Narodnega muzeja, profesor Jože Kastelic, in mislim, da je dobro, da se spomnimo nekaj izhodiščnih programskih točk, ki jih je Kastelic ob ustanovitvi katalogov in monografij izpostavil. Prvič je želel, da se v katalogih in monografijah objavljajo veliki korpusi pomembnega gradiva z izbranih pomembnih slovenskih arheoloških najdišč, da te korpuse spremljajo relevantne, mednarodno odmevne interpretacije, študije pač, ne. In kot tretje, zelo pomembno izhodišče, ki se ga je zastavil, spomnimo se že daljnega leta 1955, da so arheološki katalogi Slovenije, kot je bil takrat ime tej seriji, ki se je leta 70 preimenovalo katalogi in monografije, da so skratka že od začetka 100% prevedeni v enega od svetovnih jezikov. In pomenljivo se mi zdi, tudi jasnovidno, da je Kastelic kot jezik že leta 1955 izbral angleščino. Kot vemo, Frances Starej in njegove vače, prvi zvezek arheoloških katalogov Slovenije so išli slovenščini in angleščini. Ta programska izhodišča so nekaj, čemur se želimo približati po dolgih 66 letih, v bistvu še danes. Tako da, če pogledamo, kaj se je v teh 66 letih zgodilo, izšli so z današnjim dnem 44. zvezek katalogov in monografij. Seveda ni ravno enkrat na leto, ne, tako da vsak tak izid je velik praznik za slovensko arheologijo. Med temi zvezki prevladujejo prazgodovinski zvezki, prevladujejo predvsem zvezki posvečeni železni dobi, kar je rezultat, kar je posledica specifične raziskovalne zgodovine arheologije,
pri nas v minulih 150 letih, kjer je bilo pač železnodobnim grobiščem posvečenega ogromno interesa, truda, predvsem v zadnjih desetletjih obstoja Avstro-Ogrske, kar je ostalo v veliki meri neobjavljeno. Ampak v vseh teh vidikih tudi današnji zvezek seveda sledi že tistim uvodnim Kastelčevim postavkam. Ponosni smo torej, da lahko na današnji dan pospremimo na videlo 44. zvezek, Pohorsko Podravje v pozni bronasti dobi, v starejši železni dobi. In predvsem sem vesel, da lahko v naši sredini pozdravim in se srčno zahvalim obema glavnima avtorjema, akademikinji, profesor Bibi Tržan in dr. Matiji Črešnarju, ki boste zdaj natančno predstavila monografijo. Hvala lepa, Peter. Tako je, besedo z veseljem predajam avtorjema, akademikinji, zaslužni profesorici doktorici Bibi Tržan in docentu doktorju Matiji Črešnarju. Lepo prosim. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani, najprej bi se zahvalila za lepe besede direktorju Narodnega muzeja, kot tudi prodekani Filozofske fakultete. In moram povsem jasno povedati, danes je za nas srečen dan. Predstavimo vam lahko, kot je že omenjeno, 44 zvezek iz zbirke Katalogi in monografije Narodnega muzeja Slovenije, ki je plod dolgoletnih arheoloških raziskav na območju Pohorskega Podravja. Razprave, zbrane v tej knjigi, so seveda posvečene, kot naslov pove, pozni bronasti dobi in zgodnji železni dobi. To je obdobje prehodov, nemirnih časov, danes bi rekli tranzicijski čas, če bi uporabljali današnje politične izraze. To je čas med približno 13. in 12. stoletjem in 7. in 6. stoletjem pred našim štetjem. Gre za kolektivno delo, saj je v knjigi zbrano kar 24 prispevkov 15 avtorjev. Knjiga je torej plod dobrega sodelovanja kolegov iz Pokrajinskega muzeja Maribor, iz Spomeniško-varstvene službe iz Maribora, oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in seveda Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Zdaj knjigo posvečamo Stanku Tupahiču, dolgoletnemu arheologu kustosu v Pokrajinskem muzeju v Mariboru, ki je začel svojo arheološko kariero v svojih mladih letih, po 50 letih v Mariboru in je ostal zvest arheologiji in Mariboru vse do svoje upokojitve. Pahič je gotovo bil najboljši poznavalec arheologije na Slovenskem, Štajerskem in Koroškem, pa tudi v Prekmurju. Naslednje, ja. Kot je razvidno iz, upam, da se to res vidi, iz vsebinskega kazala, so bile naše raziskave usmerjene v 3 večje sklope. Prvi sklop predstavljajo arheološke raziskave in nato analiza nižinskih naselbin v Pohorskem Podravju, ki so v glavnem potekala izkopavanja v času izgradnje avtocest, vodila pa je ta izkopavanja kolegica Mira Strmčnik-Gulič iz Spomeniško-varstvenega zavoda v Mariboru. Gre za 3 velike naselbine z časovnim razponom med 12. in 6. stoletjem pred našim štetjem, se pravi, dobimo cel pogled v spremembe poselitvenih struktur,
spremembe v gradnji in tako naprej, kar bomo potem po nadaljevanju še deloma, če bo čas, prikazali. Drugi sklop je posvečen nekropolam. In sicer na eni strani grobiščem iz kulture žalnih grobišč, se pravi starejše pozne bronaste dobe, in na drugi strani gomilam iz starejše železne dobe. Gomile namreč predstavljajo komplementarni arheološki vir k naselbinam in nam nudijo najboljši vpogled na eni strani v družbene strukture in poselitve in na drugi strani v religiozne predstave tistega časa. Tretji sklop pa je namenjen naravoslovnim analizam, in sicer na eni strani arheometričnim analizam bronastih predmetov in na drugi strani potem zoološkim in antropološkim analizam, kar bomo tudi v nadaljevanju dobro predstavili. Če gremo naprej. Za orientacijo tukaj v uvodnem poglavju so prikazane najdišča, ki smo jih predstavili v knjigi. Naprej. Sledi na to oris raziskav, pozne bronaste dobe predvsem, na omenjenem področju manj železne dobe, kot je omenil celo ravnatelj Narodnega muzeja, je išla o tem natančna obravnava pred dobrimi 30 leti, zato je v tem poglavju smo bolj se usmerili v raziskave pozne bronaste dobe, avtor je kolega Matija Čvešljar. Mogoče samo še, daš nazaj malo to sliko. Na tem slajdu vidite zgoraj levo Stanka Pahiča pri izkopavanju gomile v Brezju. Spodaj vidite Miro Strmšnik-Ulič, nažalost ne povsem, ali pa vodja izkopavanj in njeno desno roko, tako rekoč restavratorja Stanka Gojkoviča, in sredinska slika je prikaz izkopnega polja na trasi avtoceste pri Rogozi, tako da dobite nekoliko vpogled, kako so ta velika izkopavanja potekala. Kot prvo predstavljamo Orehovo vas. Kot omenjeno, izkopavanje je vodila Strmšnikova, gradivo pa je obdelala Lucija Grahek. Na sliki lahko vidite tudi, kakšne ogromne površine so bile izkopane, in v delu teh površin je bila odkrita naselbina iz pozne bronaste dobe, datirana približno 13-12 do 10. stoletje, se pravi iz starejše kulture žalnih grobišč. Na tej spodnji slikci lahko vidite, kar je pomembno za nadaljnje raziskave in tudi razumevanje poselitve na tem področju, so bile stavbe grupirane v določene grupe. Tukaj imate recimo se dobro vidijo 3 take grupacije, na vsaki strani domnevnega potoka, verjetno je bil v funkciji v tistem času. Splošno smo ugotovili, da je večina teh naselbin vezanih na tekočo vodo, neposredno v potokih ali tik ob tem, nekateri pa ležijo nad samo reko Dravo. Če gremo naprej, prosim. Druga naselbina, ki jo tukaj predstavljamo, je Pobrežje. Tudi na Pobrežju so bile odkrite ogromne površine, pod vodstvom Mire Strmšnik-Ulič, in v delu teh površin je bila odkrita najprej drugih obdobij naselbina. Očitno gre za bolj obrobje neke večje naselbine, ki pokaže povsem drugačne notranje ureditev kot leta iz Orehove vasi. Tukaj so bile stavbe usmerjene v glavnem vzhod ali sever-jug.
dajo vtis nekega ortogonalnega sistema, podobno kot je poznan iz Ormoža. Tukaj so bile tudi zelo dobro ohranjene sledovi stavb. Na spodnji sliki vidite, da gre za velike stavbe, skeletne gradnje, kar pomeni v arheološkem zapisu odkrivamo predvsem stojke za te lesene stebre. In te stojke so tukaj, kot vidite, lep primer, vse so bili zagozdeni z kamni. Posebnost je pa tukaj tudi ta, da so bile mnoge od teh jam tudi obdane z keramičnimi črepinjami, kot neko posebno drenažo, verjetno, da je les bil bolj zavarovan od vlage, kar pomeni, da so ti še dalj časa obstajale. Ta naselbina sodi v čas naše kulture zadnjih grobišč, to pomeni v času 11. stoletje do 9. stoletje. Ni obstajalo več v času starejše železne dobe, se pravi v teku 8. stoletja. Podobno slika daje seveda tudi grobišče. Gremo naprej, mogoče kot tretjo naselbino predstavljamo Kotinjo vas. Kotinjo vas prav tako odkrito pri avtocestnih izkopavanjih pod vodstvom Mire Strmšnik-Gulič. Gradivo pa je obdelala v svoji disertaciji Teja Gerbec. Gre za povsem drugačen tip naselbine in vrsto stavb. Kot vidite na slikah spodaj, so bile te stavbe vkopane v tla. Gre torej za neke vrste zemljank, zemunic, ki pa so zopet grutasto razporejene, očitno po večjem področju v Kotinji vasi. Datirana je ta naselbina v starejše železno dobo, se pravi v 7. in zgodnje 6. stoletje. Zaradi povsem drugačne strukture naselbin in stavb domnevamo, da gre pa za nove priseljence. Ker je ta tip naselbin poznan vzdolž vzhodnih Alp, vse do Češke in pa na področju tudi do Podonavja, kaže, da gre za nek nov fenomen, vezan na starejšo železno dobo. In glede na najdbe, kot je pokazala Teja Gerbec, smemo predpostavljati, da so te novi priseljenci verjetno prihajali iz nekaj severnih področij, morda srednjega Podonavja. Naprej, prosim. Naslednji sklop predstavlja, kot so omenjeno, nekropole. Tukaj objavljamo najdbe iz Podrežja in Gračiča. Obe grobišči oziroma grobove je izkopaval in raziskal Stanko Pahič. Za objavo jih je pa pripravila Vesna Koprivnik. In sicer smo potem, če gremo kar naprej, skupaj z Vesno predvsem grobišče iz Gračiča podrobno analizirali, kajti tu obstaja tudi zelo dober načrt grobišča. Grobišče sem nahajala na hribčku z najstarejšimi grobovi na vrhu hriba in potem navzdol po pobočju so se širili grobovi. Glede na naše analize kaže, da gre za 2 ali 3 skupnosti, družbene skupnosti, za katere domnevamo, da gre za rodbine ali nekaj takega. Če gremo naprej, mogoče, analizirali smo grobove potem tudi glede na grobne pridatke, z ali brez keramike, z ali brez hranastih predmetov in tako naprej. Tako da so, kot omenjeno, se nam kažejo določene skupnosti. In če gremo naprej, in glede na predvsem bronaste grobne pridatke, ki smo jih podrobno analizirali, se je pokazalo, da predstavljajo prav očalaste figure
z osmico, nek zelo specifičen del ženske nošnje, ki je bil prav lastni tej skupnosti v Pohorskem Podravju, oba dva tipa, tudi več tipov teh figur, kot vidite lahko na karti, ki pa so v zgodnjem obdobju lokalno vezane, nek nenavadni fenomen je, da se enake figure potem pojavljajo v več ali manj celo istem času na področju Južnega Balkana, danes med Albanijo in Makedonijo. To je zdaj stvar nekih nadaljnjih interpretacij in selitev, do kar se jaz tukaj ne bi spuščala. V mlajši tip figur očalastih, ki sodijo potem v 10. in 9. stoletje, pa kot vidite na zgornji karti, so vezane zopet na Podravje, na štajerski prostor, vse pa so potem v posameznih primerkih razširjene tudi v celotnem panonskem področju, ne pa na Balkanu. Se pravi, tudi to se odpirajo čisto novi vidiki za interpretacijo tega prostora v času med 10. in 9. zgodnjim 8. stoletjem. Gremo naprej. Drugi sklop predstavljajo novejša izkopavanja in objava gomil. Med temi zasluži posebno pozornost gomile odkrite v Rogozi, med izkopavanji, ki jih je vodila Mira Strmšnik-Burič. Obdelavo pa je izpeljal Matija Črešnar. Kaj je posebnost teh gomil? Kot vidite, žal so bile že čisto splanirane, ampak vseeno so ostali dovolj dobri ostaline. Te gomile so obdane z krožnimi jarki in so imele plašč, kamnit plašč. In v centru gomil je po en žgan grob, bolj ali manj bogat. To je seveda novost, ki jo predtem nismo poznali na Štajerskem, da bi bile gomile na ta način oblikovane in zamejene z jarkom. V teh jarkih se potem najdejo tudi razne čepinje ali posode, ki kaže seveda na posebne rituale. Pomembna je tudi datacija, imamo C14 datacije, ki kaže celo na zgodnje 8. stoletje, se pravi, ta prehod med državnih grobišč in zgodnjo telesno dobo se začne odvijati v plus minus 800. Če gremo naprej, prosim, ostale gomile, ki jih objavljamo v tej publikaciji in ki so bile raziskane v zadnjih 2-3 desetletjih, pa izvirajo z področja grobišč, nekropol, ki pripadajo Pošteli. Poštela je gradišče visoko na Pohorskem hrbtu, dobro utrjeno, se pravi pravi klasičen primer Hallstattske oziroma zgodnje železno-dobne naselbine, okrog katere je cela vrsta nekropol in med temi so bile raziskane 3 v zadnjem času, čeprav je nekropola znana že od 19. stoletja naprej, v glavnem vse izropano. Tudi tukaj se je pokazalo, da je to ropanje gomil verjetno bilo posebno intenzivno koncem 19. in zgodnjem 20. stoletju. Najprej objavljamo veliko gomilo, izkopala Mira Strmšnik-Burič, ki je prinesla nepričakovane rezultate. Kot vidite, pod zemljeno gomilo je bila odkrita ogromna iz kamna zidana grobna kamra, in sicer so bili odkriti tudi sledovi lesene konstrukcije, verjetno stropa kamre. Kamra je bila nažalost že, kot rečeno, izropana, poškodovana, kljub temu pa je bilo odkrito v njem en zelo lep servis
keramičnih posod in pa tudi ostaline seveda kovinskih pridatkov, fibul, orožja in tako naprej. In pa seveda, kar je pomembno, celo ostanki človeških sežganih kosti in pa kosti dveh konjev, če gremo naprej. In sicer, zakaj so pomembne te sežgane kosti konjev? To je razmeroma redek pojav, ampak se pojavlja na celotnem področju Panonije v izredno bogatih, tako imenovanih knežjih rodovih. Najboljši primer je to bližnji Klein-Glein, ki pač kaže na to, v teh komilah s takšno konstrukcijo, z pridatki bogatih posod in pa žrtvovanih konj, je indikator, da so ti tukaj pokopani pripadniki najvišjega družbenega razreda, elite tistega časa. Če gremo naprej, morda drugi dve gomili, ki se nahajata, ali sta se nahajali, saj smo jih izkopali, med Razvanjem in Tivolo v dolini, se pravi pod Puštila, sta bile žal tudi slabo ohranjene, ena je bila popolnoma izropana, v drugi pa smo odkrili kar nekaj zanimivih predmetov, ki zopet nakazujejo, kakšnemu družbenemu sloju je pripadala v tej gomili pokopana oseba. In sicer so med pridatki izstopajo recimo zopet konjska oprema, ostanki živalskih kosti tukaj niso bili odkriti, ampak s to konjsko opremo, tam zgor imate tiste razdelilne gumbe, kaže, da tudi tu gre za najmanj konjenika. Se pravi, je v tem smislu pripadnika, če bi primerjali zdaj to z srednjim veškim nekega viteza. In pa ostanki železnega meča z gobastim vstavkom, ki so pa doslej v zelo redkih primerih bila odkrita na našem območju. In če pogledate karto v desnem kotu, vidite, v katero skupino elitnih grobov se je uvrščal ta človek, ki je bil tukaj pokopan. Namreč železni meči tega tipa so značilni za starejše halštatsko obdobje na področju vzhodne Francije, preko celotne južne Nemčije do Češke, Avstrije in pa samo posamezni na obrobju vzhodnih Alp oziroma Panonskega prostora. Se pravi, del te elite je bil v tej gomili pokopana oseba. No, kot v današnjem življenju, tudi v arheologiji se vedno pokaže, da je stvar veliko bolj komplicirana, kot se zdi na prvi pogled. V tej gomili so bile namreč tudi pridane izredno lepe posode, če gremo naprej, in sicer okrašene z cijastimi oziroma pocitanimi lističi v raznih motivih meandra. Že sam način okraševanja je nekaj posebnega, značilnost starejše železne dobe, kot vidite na tej karti, v času seveda poznega 8. 7. stoletja, potem pa se to izgubi. In tudi ta okras je nekaj povsem posebnega, značilen za to tako imenovano vzhodno halštatsko kulturno skupino, zopet vezano, kar je zanimivo na koncu, na samo zelo bogate te tako imenovane knežje, rodove oziroma elite. Se pravi, v tem gomili imamo naenkrat na eni strani nedvomno dokaz, da je bil ta bojevnik del
meniške elite zahodnohasovske kulture, istočasno se pa v keramiki kaže identiteta, ožja identiteta, ki je vezana na ta panonski prostor. S tem, po moje, sem jaz skoraj da prišla do konca mojega dela predstavitve. Če še enkrat ponovim, v tem dolgem časovnem obdobju 600 let sem poskušala prikazati, do kakšnih sprememb je prišlo, do kakšnih inovativnosti, o tem bo povedal nekaj več tudi kolega v metodologiji in na drugih področjih. Hvala lepa in upam, da ste me slišali. Hvala lepa. Lep pozdrav še v mojem imenu. Na kratko bom predstavil ta del naravoslovnih analiz, ki smo jih opravljali v sklopu naših raziskav. Nekatere izmed njih, kot so predstavljene kemijske analize predmetov iz grobov pozne bronaste in starejše železne dobe, so sicer opravljene na relativno nizkem številu vzorcev, ampak v tem prostoru tega do zdaj še nismo opravljali in so raziskave do zdaj pokazale zelo zanimive rezultate. Tako da eden izmed rezultatov je, da je v pozni bronasti dobi vzhodne Slovenije, vsaj kot kaže, neka stabilna situacija v smislu pridobivanja rude, bakrene rude, ki je prihajala v ta prostor. Kot kaže, kot smo lahko videli, imajo nekatera najdišča kot Maribor in Pobrežje zelo podobne kovinske zlitine, bronaste zlitine, kar morda pomeni, da so koriščali ali pridobivali kovino iz istih virov. Zanimiva je bila raziskava enega groba iz Pobrežja, kjer smo se lotili ciljno raziskave enega kompleta ženskega obročastega nakita, se pravi ovratnice in zapestnic, in ugotovili smo, da je vse narejeno iz malo da ne enake zlitine, kar pomeni, da je ta dama, ko je dobila svojo nošo, svoj nakit, dobila to skupaj v kompletu, ki je bil sočasno narejen. Imamo pa seveda izstopajoče predmete, to so med drugim tisti razdelivci, konjski razdelivci in glavič tistega meča, ki je bil ravnokar predstavljen, kar kaže, da ne gre za predmete, ki bi bili samo idejno prevzeti od nekod drugod, ampak da gre za predmete, ki so prišli v ta prostor kot importi. Zanimiva je tudi prikaz na spodnjem grafu, kjer predmete iz starejšega obdobja, se pravi nekje med 10. in 8. stoletjem, in pa potem mlajše predmete iz 8. 7. stoletja, začetka 6. med seboj v razmerju nečistoč, ki se pojavljajo v kovinah, med seboj ločimo, kar pomeni, da so verjetno koristili različne, na rekovajih, dobavitelje ali pa vire, od koder so dobivali kovino. Se pravi, smo dobili neke vpoglede v spremembe, ki nadgrajujejo že poznane domneve, ki smo jih imeli na podlagi tipoloških tipov najdb, ki se pojavljajo. Seveda, malo število predmetov analiziranih odpira še mnogo več vprašanj in seveda kliče po nadaljevanju tega dela tudi v prihodnje. Drug sklop, ki smo ga opravljali zdaj vrsto let, skoraj da 15 let, so antropološke analize. Antropološke analize so seveda izjemno pomemben vidik, te analize so manjkale do leta 2006, ko smo imeli prvič srečo, da smo se povezali z univerzo v Edinburgu v tistem času in doktorantka Jane Lee Thomas je takrat začela z raziskavami večjega števila ostankov, sežganih človeških ostankov. Te analize so tudi bile že prej narejene v 90. letih in so prav tako predstavljene v študiji profesor Tržanove, ampak v malem številu samo za Poštelo. Takrat pa smo prvič dobili vpogled v celoten prostor v pozni bronasti in starejši železni dobi, se pravi v tem prostoru pohorskega Podravja, kjer je seveda ta podatek, kako so bili ljudje
upepeljeni, kako so tretirali ostanke posameznika, kakšno količino so dali v grob in tako naprej, izjemno pomembni pri interpretacijah rituala, seveda pa v malih primerih, malo številnih primerih smo pa lahko tudi opredelili spol posameznikov in tako naprej, ker gre za majhne količine ostalin, ki so seveda zelo sežgane. Zdaj v tem primeru smo v zadnjih letih se tudi na oddelku za arheologijo okrepili, kadrovsko okrepili. Kolegica Tamara Leskovar je v zadnjih letih nadgradila tisto delo, ki je bilo začeto predhodno in je v antropološke študije uvedla nove pristope. To so na eni strani histološke analize, na drugi strani spektroskopske analize, ki mnogo bolj natančno povedo, kakšne temperature je dosegla grmada, kako dolgo so potekali in tudi v kaki atmosferi je potekala sežig in tako naprej. Se pravi, lahko med seboj primerjamo spremembe iz pozne bronaste in starejše železne dobe in to je ena izmed ugotovitev, kljub temu, da navzven pokop ali pa ritual zgleda podobno, smo ugotovili, da je sam potek sežiga umrlega potekal v pozni bronasti dobi velikokrat drugače kot v starejši železni dobi in to so spet novi podatki, s katerimi sedaj razpolagamo. V knjigi smo vključili še en sklop kot dodatek antropoloških analiz na že omenjenem srednjebronastodobni gomili izpod Brinjeve gore, ki jo je izkopal Stanko Pahič. Analiz je bilo v zadnjih letih narejeno več, od izkopavanj, ko so bila v 50 letih narejene prve analize, so bile tudi v zadnjih letih narejeno več analiz, ki se niso povsem skladale, zato smo se odločili, da objavimo vse študije, vsa poročila, se pravi na eni strani dr. Tatjana Tomazo-Ravnik, Jane Lee Thomas in na koncu še študije Iztoka Štamfla, ki se je posebej posvečal zobem in zelo natančno preštudiral zobje in našel na zobeh marsikaj, česar prej nismo opazili, patologije, izgube zob že pri mladih letih, karies, se pravi bolezen ne samo današnjega časa, ampak tudi preteklih obdobij in tako naprej. Za konec sva s profesor Tržanovo poskušala v zaključku nekako povzeti vsa ta dognanja, ki izhajajo iz objavljenih študij. Večina o grobovih je profesor Tržanova že povedala, tukaj se temu tudi ne posvečamo toliko, več smo se posvetili naselbinam, poskušali smo celoten prostor nekako opredeliti, tako da na tej tabeli vidite vse naselbine in grobišča, tako plana kot gomilna, kak je njihov časovni razpon v tem prostoru, ponekod seveda zelo širok, ponekod smo poskušali kot primer Rogoza, tudi z radiokarbonskimi datacijami, najti neke razvojne stopne posameznih naselbin, se pravi neko jedro, ki je nastalo najprej in potem neko obrobje, ki se je potem kasneje razvijalo. Ob tem smo pri študiji stavbnih objektov prišli tudi do enih zanimivih zaključkov, ki so že bili nakazani. Se pravi, na eni strani imamo v času 13. ali pa 12. 11. stoletja pogosto naselbine strukturirane tako, da imamo neke gruče objektov, ki so usmerjeni v različne smeri neba, medtem ko potem v poznem 11. 10. stoletju pride v naselbinah, kot je že omenjeno Pobrežje in Ormož, do nekega planiranja, kjer so smeri neba večinoma dve glavni smeri neba, ki se med seboj sekata približno pod kotom 90 stopinj in tudi struktura je nekako ortogonalna, ni več teh grupacij, kot smo jih opazovali prej. Tudi velikost objektov se spremeni, večje število objektov je tudi več 10 kvadratnih metrov velikih, dosegajo tudi do 90, preko 100 kvadratnih metrov in tam se seveda moramo začeti spraševati, kaj je v takih velikih objektih potekalo. Ali je to neka razlika v populaciji, se pravi elita, ne elita, ki je v grobovih tega časa ne opazimo,
10. 9. stoletja, ali pa je šlo za neke skupne družbene prostore in je to neka potreba v teh skupnostih se pokazala, da imajo skupne objekte. To so seveda vprašanja, ki jih bomo še naslavljali in seveda različne oblike objektov, tako kot so že prej omenjeni te zemljanke z vkopanimi spodnjimi deli, seveda kaže neke različne tradicije populacij in to so morda neki novi prišleki, ki prihajajo v ta prostor. Tako da zelo na kratko je to. Še enkrat v mojem imenu, jaz bi se vsem soavtorjem in vsem, ki ste sooblikovali, pomagali pri izdaji te publikacije, še enkrat iskreno zahvalil. Tudi Narodnemu muzeju, ne samo za vso pomoč, ampak tudi za današnji dogodek. Gospa Selič, najlepša hvala, da ste tako lepo organizirali. In še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste si danes vzeli čas tekom zdaj sredi dneva in ste poslušali to kratko predstavitev knjige in upava oba, da boste jo tudi vzeli v roke in kako znanje osvojili, ki ga mogoče do zdaj še niste imeli. Najlepša hvala res za lepo predstavitev vsebine in najpomembnejših izsledkov, ki jih knjiga prinaša. Hvala za tudi lepe besede. Zdaj bi pa povabila sodelujoče druge udeležence k besedi, če bi kdo želel kaj povprašati, kaj pokomentirati. V klepetu ne vidim nobenega vprašanja. Pa kar zastavite vprašanje, če želite. Medtem lahko povem, da sem v medijskem središču ravnokar objavila gradivo za novinarje. Gradivo boste prejeli tudi po elektronski pošti s povezavo na nekaj izbranih fotografij v resoluciji za tisk. V našem medijskem središču in tudi na spletni strani znanstvene založbe Filozofske fakultete bo objavljen tudi PDF celotne monografije v zmanjšani resoluciji. Po novinarski konferenci bodo sodelujoči še nekaj časa na voljo za individualne izjave za medije. Name se obrnete za njihove kontakte. Če bi kdo želel priti z ekipo posnet, lahko povem tudi lokacijo. Zdajle bom jaz v chat dala svoje podatke. Chat, klepet. Ivan, upam, da me bo uspel. Samo malo, nekaj me heca. Medtem še enkrat povabim kogarkoli. Jaz pa eno vprašanje avtorima pravzaprav. Najprej še enkrat čestitke za knjigo, kdaj bo pa naslednja? Pravimo, da kmalu. Če je doktor Peter Turk z nami, bo znal na to vprašanje verjetno dobro odgovoriti. Ne, knjiga, katere avtorja sta bodisi Matija, bodisi profesor Tržanova ali pa oba skupaj, to lahko le ona na to odgovori. Ne, to je moje vprašanje, ne knjiga iz te serije, to že vem, kje bo naslednja, pa kdaj. Ampak kdaj bosta ta dva avtorja novo monumentalno delo napisala? Gospod direktor, zelo težko vprašanje in odgovor, kajti arheologija, vsaka raziskava vzame svoj čas. Vem, malo je bilo to v šaljivem tonu vprašano. Tako knjigo... Ampak glede na to, da moj kolega Črešna do zadnjih 2, 3, 4 letih imel tudi intenzivna raziskave terenske na področju teh Pohorskega Podravja, ima tudi nove rezultate iz izkopavanj, ki jih pa nismo mogli vključiti več v to knjigo, ker bi knjiga postala še debelejša in težja,
Aha. ker je potrebno določene analize speljati še do konca. Te njegove analize vključuje celo vrsto naravoslovnih kako se reče, analiz, ima celo vrsto sodelavcev iz različnih drugih disciplin. Tako da to vzame čas, ampak jaz, ki sem še vedno optimistična, pričakujem, da bo naslednja knjiga na to temo Pohorsko Podravje išla ali pa vam predana v pregled, v upanju, da jo boste zopet tudi natisnili v dobrih 2-3 letih. Tako da recimo 3 leta bi bila verjetno realna ocena, kar se mene tiče. Ali pa, če mene vprašate za... Kar se tiče knjig, tiska knjige take obsežnosti in kvalitete ne bom nikoli postavljali pod vprašaj tiskati ali ne tiskati. To sploh ni dileme. Ampak, a sem jaz v vašem odgovoru zasledil med vrsticami, da vas je urednik omejeval pri velikosti knjige odnosno številu strani? Nikakor ne. Urednik je... Potem sem pomirjen. Ne, a veste kaj, itak se ljudje pritožujejo, da delamo predvedele knjige, ki jih lahko berejo samo pri mizi in ne zvečer do posli. To poznam. Tako da, ne, to, a veste, tu je zdaj že ne vem koliko ste, preko 500-600, več ni več primerno. Tako da, tudi naslednja knjiga utegne biti dela. Ampak mogoče bi k temu samo dodal tisti, ki niso malo podrobne vpeljani v to, izkopavanja, katerih rezultati so objavljeni v tej monografiji, so izkopavanja vse od delno še Pahičeva, delno izkopavanja iz 80-ih, delno iz 90-ih let in skratka, ta knjiga ima za sabo eno zelo, zelo dolgo zgodbo, če to mogoče ni bilo razvidno iz predstavitev. Sem upala, da sem to povedala, da je pač izkopaval tudi Pahič in da smo zaradi tega tudi posvetili knjigo v njegov spomin. To je en izmed glavnih delov te knjige, objave njegovih izkopavanj nekropol. Ja. Odlično, čakamo novo pol v 3 letih ali pa 4, največ. Ja. Ne, še enkrat kapo dol, knjiga je krasna. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Še mogoče kdo? Kakšno vprašanje, komentar? Če ne, vas povabim, da nas spremljate tako in drugače. Hvala vam za današnjo udeležbo. Še en prijeten dogodek je podčrtal letošnje leto, ko praznuje Narodni muzej Slovenije 200-letnico. Upam, da se bomo kmalu lahko videvali pogosteje tudi v živo, na varni razdalji, pa vendar. Hvala lepa za danes, pa srečno. Srečno, nasvidenje. Videnje.